Ogromna škoda po požaru na Sevnem. Najboljši športniki v novomeški občini. Otroci uživajo med počitnicami. Dober večer. V javnosti še vedno odmeva včerajšnji požar na novomeškem centru biotehnike in turizma, ki se je zgodil okoli 2. ure popoldne. Gasilci so požar sinoči pogasili in zagotovili požarno stražo, novomeški kriminalisti in kriminalistični tehniki pa v sodelovanju s preiskovalci Nacionalnega forenzičnega laboratorija preiskujejo vzroke za nastanek požara in druge okoliščine. Po prvih podatkih bo škoda velika. Kot je pojasnil direktor grmskega centra, je zagorel kombiniran traktor, ki ga je nekaj minut predtem eden izmed študentov parkiral in ugasnil, nato pa šel z učiteljem v skladišče po seno. Reševala sta kombije, druge, da sta jih rešila, razen enega, ki je zgorel. Do ključu sta prišla potem skozi okno, ker je že, da smo še ostalo umaknili tisto, kar je bilo možno umakniti, ne. Ogenj se je razširil na 1500 kvadratnih metrov velik objekt, v katerem so bili hladilnica, sušilnica, predelovalnica sadja in nov laboratorij za predelavo hrane. Plačali smo ga 31. decembra. Srečo smo ga tudi obenem zavarovali. No, in smo mislili, da bomo delali zdaj nove sisteme z medsistemskimi kulturami, čiščenje virusov, torej za celično kulturo. A je vse pogorelo, tudi učilnice, kot je na primer za cvetličarstvo. In ravno v njej so se včeraj dijaki, kljub počitnicam, pripravljali na cvetličarsko tekmovanje Flora. Nekje ob 1:30 sem šla od tukaj. Vračala sem stroj na svoje mesto, pripomočke in vse je bilo v redu. In ko sem prišla domov, skuham kavo, že kliče direktor, če je vse v redu, če so dijaki v redu, če je kdo pečen. Sploh mi ni bilo jasno, o čem govori, kakšni dijaki, kakšni opečeni. In je povedal, da pravzaprav gori vse skupaj. Kar ni zgorelo v požaru, je najverjetneje neuporabno, je dodala. Milijon vprašanj se mi poraja trenutno, kako naprej, najprej kako tekmovanje, kako pouk, kje bomo imeli, kako bomo še zmeraj tako dobri, ker smo dobri in hočemo vse, da smo dobri. In tudi za vse dijake cvetličarstva, narovarstva, pravzaprav vseh panog sporočamo, da bomo čim prej spostavili vse to tako nazaj, da bomo lahko delali pri praktičnem pouku, tako kot smo do sedaj. V ponedeljek bo tako pouk normalno stekel, na centru pa si želijo, da bi objekt v najkrajšem možnem času obnovili. Potem, ko so se vlada in sindikati dogovorili za dvig plač v javnem sektorju, so marsikateri občinski sveti že obravnavali dvig cen v vrtcih, tudi ivanški. Tako bodo 1. marca po soglasni odločitvi svetnikov v veljavo stopile višje cene. Na oblikovanje cen vrtcev vplivajo 3 dejavniki: plače zaposlenih, materialni in nematerialni stroški ter stroški živil. Dvignila se je tudi minimalna plača, in sicer za 44 evrov bruto, je svetnikom razložila računovodja ivanškega vrtca. To vpliva na višino regresa zaposlenih, tudi nekaj zaposlenih dobi večjo plačo z tega naslova. Plače zaposlenih v celotni ceni plačila vrtca predstavljajo kar med 75 do 80% stroška, v vrtcu Ivančna Gorica pa je 116 zaposlenih. Cena v prvem starostnem obdobju se povečuje za skoraj 40 evrov, v drugem pa za slabih 28. Do dviga plač v javnem sektorju, ki ga župan Dušan Strnad sicer podpira, je po njegovih besedah prišlo brez sodelovanja občin v procesu pogajanja. S tem nismo zadovoljni. Bomo pa seveda zagotovili sredstva, da bodo ljudje, kar zaslužijo, tudi prejeli. V Sloveniji je bilo sicer lani približno 600 porodov manj kot leta 2017, v ivanški občini pa so lani v primerjavi z letom 2017 zabeležili več kot 20 rojstev več, zato je Strnad kritičen do države. Nihče pač ne razume, da je treba vlagati v objekte v občinah, kjer se ta trend dogaja. To so naše sladke skrbi, ampak jaz to težko dopovem. Nekaj malčkov bo tako letos ostalo pred vrati vrtca. Pa to ni prav. Naš cilj je, da vse otroke, ki vrtec potrebujejo, oskrbimo v vrtcih. Zdaj to seveda ne pomeni, da morajo biti v javnih vrtcih, najboljše bi bilo tako, ampak da poskrbimo tudi za tiste, ki so v zasebnem varstvu. Januarja 2019 je bilo v vse enote ivanškega vrtca vključenih približno 700 otrok.
Župani 6 občin v razvojni regiji Posavje so podpisali sporazum o zagonu projekta Varuj vodo, vrednega 195 tisoč evrov. Zanj so pridobile 137 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Gre za učinkovito čiščenje odpadnih voda na območjih brez javnih kanalizacijskih sistemov. Značilnost gradnje na podeželju je razpršenost, zato je gradnja javne kanalizacije v takih primerih finančno prezahteven zalogaj za občine. Rešitev so male čistilne naprave oziroma nepretočne greznice, kar projekt Varuj vodo obravnava. Projekt je namenjen predvsem svetovalni službi, svetovanje v vseh 6 občinah, in sicer svetovanje za končne uporabnike, se pravi fizične osebe, lastnike malih čistilnih naprav in pa lastnike različnih greznic, ki jih je treba predelati v male čistilne naprave. Namen projekta je seveda zaščititi vodo pred polucijo nekontroliranih izpustov vode. Svetovalec Aleš Levičar je občanom že na voljo. Občani se morajo sicer predhodno elektronsko ali telefonsko naročiti na svoji občini, svetovalec pa jim bo pomagal pri odločitvi glede najprimernejše hišne čistilne naprave. Občine nudijo sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Skupaj bomo v sklopu svetovalne pisarne izbrali, katera je za določenega uporabnika najbolj primerna, plastična, betonska, mogoče rastlinska čistilna naprava. Več kot polovica od dobrih 70 tisoč prebivalcev v regiji živi izven območij, kjer je možen priklop na javno kanalizacijo. Po zakonu so do leta 2021 dolžni sami zagotoviti čiščenje komunalnih vod v mali čistilni napravi ali nepretočni greznici. Sofinanciranje je po občinah različno, a znaša najmanj polovico maksimalne višine upravičenih stroškov. Projekt Varuj vodo bo z vidika financiranja trajal 2 leti, pisarna za nasvete pa bo delovala 3 leta. Bližajo se društvena ocenjevanja najboljših salam, zato so v Zvezi društev salamarjev Slovenije pripravili izobraževanje za sodnike oziroma ocenjevalce teh mesnih dobrot. Med 90 udeleženci so bili tako stari kot novi sodniki. Skupaj so pregledali načine in možnosti ocenjevanja ter poslušali predavanja. Na kakšen način se ocenjuje salame, kako se gledajo salame in pa tudi sam točkovni sistem. Zveza združuje 17 društev in toliko je tudi salamijad po Sloveniji. Te se bodo odvile v marcu in aprilu, državno ocenjevanje pa bo 11. maja v Šmarjeti, je povedal Kolovec. Temi ocenjevanji salam po raznih društvih nekako pridobivamo boljšo kvaliteto samih izdelkov naših salam, se pravi kmečkih salam, in vidim, da je tudi tu zelo velik tekmovalni duh in ta tekmovalni duh tudi vpliva na samo kvaliteto salam. V zadnjih letih je tako kakovost salam vse boljša, kar je dober podatek za vse tiste, ki radi posežejo po teh izdelkih. Novo mesto je vedno veljalo za mesto športa. Tako je tudi danes, zato ima tradicionalna prireditev Športnik leta mestne občine Novo mesto, na kateri podelijo priznanje vsem najboljšim, še toliko večjo težo. Športnik leta 2018 je postal namiznotenisač Peter Hribar, športnica leta teniška igralka Živa Falkner, športni kolektiv preteklega leta pa je moški rokometni klub Krka Novo mesto. Ja, zagotovo tega sigurno si ne bi nikoli mislil pred kakim letom še. Nasploh dosežki so bili najverjetnejši, katere sem dosegel v prejšnjem letu, in upam, da sem res zasluženo postal najboljši športnik Novega mesta. Moram reči, da Živa je v letošnjem letu v bistvu naredila največji napredek do zdaj, in to je bil ta preskok od juniorske kategorije do 16 let, oziroma 14-16 let, v kategorijo juniorsko do 18, katera je v bistvu zadnja stopnica pred profesionalnim tenisom. Nismo pričakovali, vemo, da imamo dosti kvalitetnih klubov v Novem mestu, od košarke, ženska odbojka, moška, ženska košarka in še ostali športi. Za nas je to presenečenje, ja, njen kaj reči, v Novem mestu je videlo v nas nek potencial, da dobro delamo že dolga leta. Športnik leta je prireditev z več kot 30-letno tradicijo v Novem mestu in ima kot taka zelo pomembno vlogo v lokalnem prostoru. Šport ima res lepo tradicijo v Novem mestu, tudi prireditev Športnik leta je zdaj že bo kmalu 40 letja, hkrati imamo določene projekte, ki so edinstveni v Sloveniji kot delavske športne igre. Lani smo praznovali Štuklovo leto, torej šport je doma v Novem mestu in na to smo ponosni.
Kakšni pa so bili rezultati novomeških športnikov v Štukljevem letu? V Novem mestu imamo izredno močan tekmovalni šport. Žal nam manjka neka pika na i, manjka nam vrhunski šport. V časi 20 let nazaj smo imeli olimpice, smo imeli udeležence svetovnih prvenstv, morda zdaj to malo manjka, vendar pričakujemo, da bo tudi ta trend se dvignil zopet nazaj. Na prireditvi so podelili tudi županove nagrade za obetavne mlade športnike, Bloudkova priznanja za večdesetletno delo v športu in priznanja za najboljša podjetja na delavskih športnih igrah. V Trebnjem pa tamkajšnji nogometni klub v letošnjem letu praznuje 10. obletnico delovanja. Od skromnih začetkov do danes so upravičeno zadovoljni z razvojem kluba, za kaj več pa potrebujejo boljše pogoje za delo. Objektiv naše kamere jih je ujel na treningu deklet na manjšem igrišču z umetno travo. Nogometni klub Trebnje je sicer postal tudi regijski center jugovzhodne Slovenije za dekleta s strani Nogometne zveze Slovenije. Ženski nogomet je zmerno bolj popularen, tudi na promociji se dela zmerno več in mislim, da tudi ta tabu je nekot, bom rekel, ni več tak tabu, kot je bil pred 5 leti, ko punce niso smele igrati nogometa, sedaj pač je to nekaj normalnega. Zelo velik nabor, zelo velik potencial, sicer čaka nas še veliko dela, ampak načeloma pa kar vidim, da so dekleta zagreta in kvalitetna. V desetletju so v klubu prišli od 25 do 300 vadečih nogometašev in nogometašic. V tekmovalnem sistemu smo 8 let in v teh 8 letih smo kar veliko dosegli. Prišli smo iz prvotnih 2 selekcij na 14 selekcij. Od teh 14 selekcij imamo 3 selekcije deklet in pa 11 selekcij fantov. Naslednji večji izziv za trebanjski nogometni klub je nadgradnja potrebne infrastrukture. Imamo neke minimalne pogoje, trenutno imamo eno veliko igrišče na naravni travi in 2 pomožna, kar je to, bom rekel, pod minimalnimi pogoji. Seveda si želimo novo igrišče in bi ga nujno potrebovali, če želimo zadeve nadgrajevati in našo nogometno šolo še širiti. Predvsem pa, ko začnejo tekmovati v višjih športnih panogah, morajo imeti enakovredne pogoje. Zanimanje med mladimi, tako fanti kot dekleti, za nogomet v Trebnjem je veliko, tako da se za prihodnost kluba ne gre bati. Osnovnošolci in dijaki ta teden uživajo v prostih dneh na zasluženih počitnicah. To je zanje priložnost za odkrivanje kakšnih novih zanimanj ali pa le spodbujanje starih. Veliko priložnosti jim ponudijo tudi različne organizacije, ki v teh dneh organizirajo počitniške delavnice. Z našo kamero smo obiskali Dolenjski muzej, kjer so pripravili tematsko obarvano delavnico Postani sokol v enem tednu, ki je povezana z razstavo Leon 120. Zaradi naše občasne razstave Leon 120 let vedno delavnice vežemo na stalne ali občasne razstave po vsebini. Hkrati veliko izvedo o vsebinah razstave, o zgodovini. Na današnji delavnici so tako spoznali sokolsko čepico in si jo tudi izdelali. Najprej smo dobili to rdeče blago, potem smo izmerili, koliko imamo recimo glavo, pa smo tukaj zarisali, koliko imamo in pa si izrezali. Potem smo označili krog, izrezali smo. Učiteljica je kratko zašila, nam prepognila, potem smo začeli delati značko. Všeč mi je, ko veliko naredimo kaj novega, pa se tudi naučimo o tej preteklosti pa tudi o tem. Meni je bilo všeč, ko smo bili skupaj pa smo naredili te čepice. Vsi tisti, ki bodo delavnico obiskali vse 4 dni, si bodo tako izdelali kostum v celoti. Včeraj so otroci spoznavali sokola v celoti in izdelali sokola telovadca kot neke vrste igračo. Danes so izdelovali sokolsko čepico, jutri bodo izdelali majico in v petek potem še spodnji del opreme, hlače do kolenke in pas. V muzeju imajo sicer že vrsto let muzejski abonma, tako da se otroci, predvsem osnovnošolci, ki jih tovrstne vsebine zanimajo, družijo tudi med letom, običajno eno soboto v mesecu. Počitnice se bodo jutri prevesile v drugo polovico, a kljub temu je pred dijaki in učenci še kar nekaj prostih ur. Hvala za pozornost in lep večer.